Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Grajsko dvorišče Kiselštajn je tudi letos gostilo zanimiv kulinarični dogodek Kranjska dolga miza. Tudi letos sta mestna občina Kranj ter Zavod za turizem in kulturo Kranj skupaj s partnerji pripravila že tretji zeleni kulinarični dogodek Kranjska dolga miza 2023. Zelena nit letošnje lepo okrašene dolge mize je povezovanje in sodelovanje med lokalnimi predelovalci hrane in gostinskimi ponudniki, v ospredje pa je postavila še uspešne gastronomske zgodbe, tesno povezane z gorenjsko metropolo. Kranjska dolga miza, za katero je bilo prostora za 100 gostov, je bila postavljena na grajsko dvorišče Kiselštajn. Gurmansko doživetje se je osredotočilo na vrhunsko kranjsko gastronomijo in lokalno preskrbo, saj so na krožnikih zasijale sestavine pridelane v Kranju in okolici. Kot je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, je bilo letos zanimanje gostov za kulinarični dogodek izjemno. Hkrati je poudaril, da v Kranju spodbujajo uporabo lokalne in na ekološki način pridelane hrane tudi v javnih zavodih. V Kranju res veliko delamo, predvsem na temo, da v javne zavode, to se pravi osnovne šole, vrtce, dom za upokojencev, pripeljemo tukaj lokalno pridelano hrano, da so čim krajše poti, da je hrana biološko pridelana. Skratka, res bi želeli povezati tako pridelovalce kot tudi uporabnike, seveda vmes so kuharji in pa ostalo gostinsko osebje, in bi želeli res sam najboljše našim občanom. So se pa pridružili tudi v Šenčurju in pa Naklem, tako da našo idejo širimo. Predstavljena je bila tudi na zadnjem sejmu Agra v Murski Soboti. V Kranju se res trudimo, da spremenimo miselnost, da spremenimo soseske, da konec koncev spremenimo tudi navade ljudi. In lahko vam povem, da ta dolga miza je bil glavni razlog za to, da je Kranj dobil letos laskavi naziv strani Evropske komisije Evropska destinacija odličnosti. Tudi Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, se je iskreno zahvalil vsem, ki so že tretje leto zapored ustvarili vrhunsko gurmansko doživetje. Najprej bi rekel ena velika hvala kuharjem na čelu z Urošem Garjancem. On je tisti, ki pač ima taktirko v kuhinji, iz gostilne Krištof, potem Alešu Kristanu, ki nam je naredil takle lep welcome. Potem imamo tu tudi maestra za sladice Tomaža Polenca iz Brionov. Letos imamo 2 nova gosta, odlična kuharja, oba 2 lastnika Mišelinove zvezdice, oziroma en je lastnik, en je pa zelo vrnil, tako da tudi to se dogaja na svetu. Tako da hvala tudi Igorju Jagodicu in pa Jorgu Zupanu, da sta pač prišla, da sta se odzvala. Ne nazadnje sta Kranjčana in tudi ona 2 sta dala neko težo, dodatno težo temu dogodku. Potem se moram zahvaliti natakarjem, vedno pozabim na te naše natakarje. To so kranjski natakarji, najboljši natakarji v Kranju in vsi dobro veste, če vam nekdo strokovno in z veseljem postreže hrane, tudi ta hrana je bolj okusna. Pač to je neka začimba dodatna in lepa hvala. Poleg vsem gostilam, ki sem jih že prej omenil, ki so posojali natakarje, tudi Sonetu, Domnu, hvala tudi Marjanu iz Laknerja in pa seveda Nejcu, Rekarju. On je tisti, ki nekje že 3 leta nadzira to ekipo, da je usklajena, da dobro dela, tako da hvala Nejc. Ne nazadnje bi se zahvalil še, to sem prej pozabil, tudi Matjažu iz Jošta, danes ga ni tu, ampak je posodil vso gostinsko opremo za kuharijo in tako naprej, brezplačno, zato da smo tukaj in da zmagujemo skupaj. Mogoče še ena zahvala kmetom, našim kmetom, spoštovanim kmetom, ki ste prišli danes sem. Vi ste tudi tisti, ki pač dajete naše predelke, kako predelujete vse skupaj in brez vas pač ta okolica ne bi imela to kvalitetne hrane, toliko dobre, kakovostne hrane in upam, da bodo tudi ostali spoznali, koliko ste vredni, ne nazadnje tudi ostalim kmetom, ki danes ni tu, hvala, da ste in da imamo zato tudi to kakovostno hrano. Profesor dr. Janez Bogataj je v krajšem nagovoru počrtal pomen samooskrbe in težnje k čim krajšim dobavnim verigam.
Omenil je, da se svetovna kulinarika danes razvija v dve smeri. Ena poudarja avtorske kuhinje, druga se naslanja na lokalno in regionalno prehransko kulturo. Pred nami je torej še veliko dela tudi na vseh gastronomskih in kulinaričnih področjih. Omenili smo že lokalnost in regionalnost kot nasprotje gastronomskemu globalizmu, v katerega se vedno bolj utapljamo. Dokaj pozno smo začeli razmišljati o samooskrbnosti. Tudi o tej gospodarski panogi imamo izjemna pričevanja za različne preteklosti, ki jih seveda ne kaže kopirati, ampak predvsem kapirati in na teh spoznanjih razvijati dejavnosti, ki smo jih že poznali, naprimer z gostilniškimi zelenjavnimi vrtovi, nasadi sadja in jagodičeva in še bi lahko našteval. Prav te omogočajo višje ravni druženja in spoznavanj gospodarskih prizadevanj, družbenih odnosov in duhovnih ustvarjalnosti lokalnih in regionalnih prebivalcev, njihovih vsakdanjikov in praznikov. In navsezadnje tudi star pregovor pravi: jemo in pijemo zato, da živimo, in ne živimo zato, da bi le jedli in pili. Z dogodkom želijo ukrepiti kranjsko trajnostno gastronomijo s promocijo lokalne pridelave, kratkih dobavnih verig in samooskrbe. Zato so bili poleg kuharjev in natakarjev tokrat v ospredju tudi posamezni kmetovalci iz Kranja in okolice, kajti uspešne kulinarične zgodbe temeljijo ravno na sestavinah iz naše bližnje okolice. Slovenija je ena lepa, majhna dežela, tako da vse, kar dobimo v Sloveniji, bom rekel, je še skozi za mene zelo trajnostno na dlani. No? In res smo lahko veseli, da imamo tako kulinariko, toliko dobrih kuharjev, gostiln, restauracij. In jaz mislim, da v Sloveniji res najboljši jeste, pa lahko kjerkoli po svetu hodite, boste dobili res najboljšo sestavino. Prva stvar je, da hrana ne potuje daleč, drugo je, da je že tako ali tako fino imeti nek poseben stik z dobavitelji, s predelovalci. Fino je lažje potem tudi nam, če nekoga, od katerega jemlje živila, se lažje z njimi pogovarjaš, oni razumejo tebe, kaj želiš. Pa seveda tudi poleg tega, da še podpiraš vse te lokalne predelovalce in dobavitelje. Toplo predjed je pire gob, dodali smo majčkan zelene zraven, potem je cmok skute, gnudi. Preko tega zraven so potem še vložene lisičke, preko tega je gobo žele, svež drobnjak, prah gob in pa omaka iz pinjenca in pa piva. Da je imela prireditev še dodatno dobrodelno noto, pa priča donacija 70 prehranskih paketov Centru za socialno delo Gorenjske. Torej, v Žitu smo ponosni, da lahko sodelujemo na tako lepem trajnostnem dogodku. Ne glede na to, da je naš sedež v Ljubljani, smo močno povezani tudi z gorenjsko regijo. V Lescah imamo seveda svojo tovarno čokolade Gorenjka, tako da mi definitivno smatramo Gorenjko za lokalni proizvod, torej se pravi proizvod z nizkim ogljičnim odtisom. Že vrsto let smo zelo socialno naravnani in res veliko doniramo socialno ogroženim družinam, posameznikom, zlasti otrokom. Tako da smo letos tudi veseli te skupne ideje, da lahko Centru za socialno delo v okviru dogodka Kranjska dolga miza poklonimo prehranske pakete za približno 70 posameznikov v kranjski regiji in jim s tem vsaj malo omogočimo lepše življenje. V našo košarico smo dodali tudi ne samo neka osnovna živila, ampak tudi malce priboljškov. Tako da upam, da bo prišlo v prave roke, gospa. Bravo. Vam, oziroma bi se rada zahvalila kot predstavnica Centra za socialno delo Gorenjska, mestni občini Kranj, Zavodu za turizem in kulturo Kranj in seveda vam, podjetje Žito, oziroma vsem vam, ki pač omogočate, da se ta dogodek lahko zgodi. Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj so ponosni, da Kranjska dolga miza spada med najboljše trajnostne prakse v našem mestu. Vse v ospredje postavlja lokalne sestavine in kratke dobavne verige, skrb za zmanjševanje zavržene hrane in poudarek je tudi na tem, da dogodek pripravijo brez odvečnih smeti.